Pri pacientu iz tržišča, kjer je bil dokazan in potrjen angleški sev, bi rada komentirala, da je bil dokazan s slovaškimi testi, o katerem so govorili mediji. To so posebni PCR testi, PCR testi, ki so občutljivi samo na angleški sev koronavirus. Klasični PCR testi namreč ne ločijo med mutacijami in je zato potrebno posebno testiranje. Država ga izvaja samodejno na določenem vzorcu. Torej, tudi če je bil odvzem pri nas, PCR test, nismo mi določili, da mora inštitut preveriti na angleški sev, ampak je to v domeni samega inštituta, ki testira te PCR teste. Poleg tega pa sedaj pozitivne teste genetsko opredeljujejo tudi sekvenciranjem, rečemo mi, ki pa traja nekoliko dlje, torej do 14 dni. Hitri antigenski testi za dokazovanje različnih sevov niso primerni. To sprašujejo naši občani, če lahko pri teh presajalnih testih tudi izvejo za angleški sev. Angleški sev naj bi bil po zadnjih podatkih res iz Velike Britanije, za 30 do 50% bolj uspešen pri širjenju kot navadni sev. Na celice se namreč močneje prime in zato tudi lažje širi. Natančnih podatkov pa ni, nikjer jih ni, ni študij. Zato opozarjam in spet motiviramo na vse varnostne ukrepe, tako kot smo rekli, distanco, nošenje mask preko nosu, tudi zaščita z zaščitnimi očali, če le imate, in pa seveda skrbna higiena rok, razkuževanje in pa higiena kašlja. Tako kot sem rekla, bolj je uspešen pri širjenju. To je vse, kar vemo in kar literatura, kar smo zasledili na strokovni svet v literaturi, kot navadni sev. Še enkrat, na celico se namreč močneje pripne in zato se tudi lažje širi. To je vse, kar vemo trenutno danes tukaj o tem angleškem sevu.